ampak se pravi, cricket and stuff, to verjetno dobiš tako na vsakem wet marketu tam. Ja. To je hudo. Meni so ful fascinantni ti wet marketi, ki je tako nekaj, kar nimamo recimo mi, ali pa sem res mogoče redko, pač v Ljubljani je tista tržnica, ampak to ni to. Zakaj se imenuje wet market? Zakaj se wet market imenuje? Mislim, da zaradi leda. Mislim, da imajo te stojala in pa je let noter in pa se ta leto pin. Ampak imajo te surove stvari pa to. Mislim, da se wet reče, zato ker imaš pač tudi surove stvari tam, kot je meso in stuff. Ampak nimajo vedno. Mislim, odvisno, to so pač te neki lokalni, ko so zjutraj, ko imajo zelenjavo, pa to drugače mi dva ne kupujeva. Mislim, zelenjavo včasih kupim iz nekih tovornjakov ob cesti, kar je ful pocen. Drugače imajo pa... A to so prav trgovinice male v tovornjakih, kakor da bi imela... Tovornjak pride in ima noter tako ful jagod v vrečah, pa ne vem, neke... Pa tako kot Family Frost varianta. Tako, pripelje se tam nekdo in pa prodaja tam. Verjetno ne znam. Nekdaj sem ga videl. Jaz imam še z melodijo v glavi. In verjetno samo ki vozi tovornjak, koliko bi eno škatlo in primeš in pač tam se ostavijo in pa ti pač v jagode in pa se, ne vem, imajo tako neke lokacije in pa pridejo. Drugač imajo pa tudi navadne trgovine, ki so veliko lepše urejene kot le v Sloveniji, nekatere trgovine. V kakem smislu? Mislim, tako. Kaj? Mislim, a si bil kdaj v kakih manjših merkatorjih na podeželju? Na srečo zdaj živimo v BTC-ju. Mislim, tako, pa ni storija, da pač eni znanci so bili tako, pa pač, mislim, so čevapčič ali nekaj delali, pa so bili tako, pa si upam, da pač to meso leto kupovati tam. So tako, slikaš tako, Bangkok is a metropolitan city, it's very clean actually. Tudi ti marketi, nimaš kročas. Mislim, jaz jem vse, jaz grem na te tržnice, pa pač... Ampak za higieno je poskrbljeno na teh marketih. Depends on which one, depends on where you go. Je pa, ne vem, jaz nisem imela. Bogatejših predelih verjetno je tudi kvalitet oziroma nivo teh marketov malo višji, kar se tiče ampak res higienskega standarda. nikoli nisem imela nekih problemov na teh marketih, kar je ful fascinantno v bistvu. Pol se na koncu zastrupiš na letališču, ko ješ sladoled. Pa v neki restauraciji, v Svensenu. I swear, korst. Kaj je tvoja najljubša, mogoče go-to restauracija, food, ko greš ta velikrat fan jest, naprimer? Ker predstavljam si, da imate kak stvar, ki jo večkrat jeste na teden. I love sushiro. Sushiro je tudi na japonskem, druga še nek ta running sushi, ko je tako, dobiš pač €1 stane en krožnik, meni je ful dobro. Ja, pa jih pol na ekrančko naročaš in so zdaj odprli ta branč na tajskem, ful pač jih pare, ne ful blizu tam, ko živim in pa tako, sushiro! Drugač pa, ne vem, rada jem tajsko hrano, pa je še neki ajoj bil, ko so ga ful časa jedla, pa so se ga malo naveličala. Imaš pa res vse, no. Kaj tako tajska hrana ti je top shit? Som tam, papaya salad. Kaj je bila ta prva zadeva? Som tam. Papaya salad. Papaya salad, dejansko. Translation. Pol kak zeleni kari, tajski. To je kar spicy, ne? Ja, je. Tajska hrana je. Se ti zdi, da se je tvoja paleta malo spremenila, odkar si na tajskem, ker se tiče spiceov, ker pred nas nimamo toliko spicy fooda, right? Mislim, je že skos rada jem pikantno hrano, tako sem si že tle, že kot otrok sem si popr pa ta tabasco gor na vsako stvar, kar sem pač lahko devala, ampak it's good, okay, ampak je pa Thai spiciness. Enkrat sem naredila napako, ker pač, ko si v restauraciji pa naročiš papaya salad, te včasih vprašajo, koliko spicy hočeš imeti, pa te itak vidijo. Tu, če rečeš face spicy... Si tako, gajčin. Ja, tako farang. Kaj je ime za gajčin? Farang. Funny joke. Farang je tudi beseda za guavo. Zakaj? Za? Guavo. Guavo? Sadje? Ja, sadje, tako belo. Aha, okej. Pa lahko rečeš faranging faran in pa je kao foreigner eats guava. Ali pa guava eats foreigner. Hopefully not. Imaš kakve meso jede guave.
Ampak ja, ne vem, tako... Enkrat sem naročila pač ta papaya salad na food delivery in pa tam, veš, pač, they don't see you, they didn't ask you in sem dobila res ko nek salad, ko je bil to pikanten. Pikanten salad? Okay. Ja, mislim, to je papaya in pa da je čilija noter, pa tako, it's really good. That one was so spicy. To je prav ono, ko pač primeš, pa si sam tako jočeš se, to je pekoče. Že povohaš, pa začneš jokati. Ampak to sem že pol tudi od enih Tajcev slišala, da je ful triki, da včasih pač te papaya salad, da te res toliko začinijo, da še oni ne morejo jesti in pač jaz sem očitno dobila ta. So be careful, children. Si imela kdaj ful velike nesreče, ko nisi pričakovala, pa si bila potem pol ure na WC-ju? Ne pol ure, pol dneva? Ne, to ne. Mislim, to je bilo enkrat, da sem imela... Jaz drugač imam ful rada spicy food. Je pa res, da če nisi navajen jesti pikantno, tudi če je tam malo pikantno, je... Malo pikantno na Tajskem je tako, ko zelo pikantno v Sloveniji. Okay. To ne je bilo za mene. Mislim, s njim rad. Imajo pa veliko japonske hrane, japonska hrana pa ni pikantna sama po sebi. Pa so itak japonski chaini, si rekla, ne? Ja, imamo koko kari, jojoj, sushiro. A se pravi, imajo tudi tisti njihov bolj sladki, pa ne tako pekoč kari. Nekaj, kar ful pogrešam v Sloveniji, je tepanjak in se predstavljam, da tega je ful na Tajskem. Kjer pred tabo kuhajo že veš te stvari. Ful je popularno to, ko kuhajo v bistvu v juhi, imajo pa tudi ta barbecue, Korean barbecue je ful popularen. Ja, sam ga psal. To imamo zdaj celo v Sloveniji, which is amazing. Sam ga psal je v tej najbolj tradicionalni korejski restauraciji Ogam, kjer... Pač nesporno najboljša korejska v Sloveniji, ne, Marko? Tak imamo 3, tako da... Ni težko. Številka 1 od 3, no? Ja, 1 je tradicionalna, ostale so... Ne, čak, 4. Ker imamo še tam... Restauracije, ja. Ja, okej. Vem, kaj misliš. Kako ne rečem, vse veš, kaj mislim. V bistvu ne samo štanti, ne? Ponujajo, ne samo štanti, ker če gledamo, kje vse dobiš korejsko hrano, imaš... Korean street food, kjer imaš korejski chicken, potem imaš tam nasprot kinodvora, imaš še eno. Jam. Ful je dober, I love. Zadnjica, ko so bila poleti, tle so tam živela in imajo ful dober. Kar je nice, shaved ice, potem imaš ta Korean army base, kjer v bistvu dobiš... Ok, tega tam še nisem bil. Kjer dobiš ramjon, bibimbap, pač te čist najbolj, kako naj rečem, midnight food, ne? Okay. Sunwon je potem tista prva skorda, ne, se mi zdi, ki je bila, ne? Ja, je bunšik, je bolj že restauracija varianta, kjer spet dobiš podoben food, kukar v tem bejsu. Potem una, ki je v bistvu bolj, ki imaš bolj sweet stuff, tam pri hotelu Slon. Ja, se so že blanking. Pri hotelu Slon zraven ziše. Ne, korejska, prav. Se to je ta, ker smo se prej pogovarjali. A ni to jam? Ne. Jam je pri kinodvoru. Je ena kavarna. Ja, ne, ti si mislil pač to, ti si mislil to, ja, ker je shaved ice, kjer dobiš shaved ice pinsu, kjer dobiš v bistvu shaved ice, pa gor matcha ali pa ta sweet bean paste ali pa karkoli pač dejansko. Zraven ziše v bistvu. Tako da je res čajnice. To ima v lasti ful se je tako razširilo. Ampak najboljša pa Ogam. Ogam je pač tradicionalna korejska, delajo tudi in-house, delajo gochujang, tako da pač dobiš dejansko tisto. In-house delajo gochujang? Ja. Jaz je piščanca, ja. Vse danes ga lahko. Ja. Gremo korejsko. Ampak so se prestavili, bili so prej v nekem podhodu, zdaj so pa zaprli za nekaj časa. In imam enega korejskega sodelavca, ki mi je povedal, kje je zdaj na novo. To je zelo blizu. Mislim, da je samo na drugi strani ceste ali nekaj. Ok, hudo. Mislim, da sploh še ni posodobljeno na Googlu. Tako da ne vem, kako ljudje to najdejo. By word of mouth. Ja, po mojem to. Tako da, če ne bi imel sodelavca, ki je literally iz Koreje, ne vem, kako bi vedel.